Preberimo današnji evangelij iz Evangelija po Janezu v 3. poglavju. Med farizeji pa je bil človek, ki mu je bilo ime Nikodem. Bil je prvak med Judi. Po noči je prišel k Jezusu in mu rekel: Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj. Kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim. Jezus je odgovoril in mu rekel: resnično povem ti, če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Nikodem mu je dejal: kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič v telo svoje matere se roditi? Jezus mu je odgovoril: resnično povem ti, če se kdo ne rodi iz vode in duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, in kar je rojeno iz duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel, morate se roditi od zgoraj. Veter veje, kodr hoče, njegov glas slišiš, pa ne veš, odkot prihaja in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Nikodem je odgovoril in mu rekel: kako se more to zgoditi? Jezus mu je odvrnil: ti si učitelj v Izraelu in tega ne veš. Resnično povem ti, govorimo o tem, kar vemo, in pričujemo o tem, kar smo videli, tudi našega pričevanja ne sprejemate. Če ne verjamete, kar sem vam govoril o zemeljskih stvarih, kako boste verjeli, če vam bom govoril o nebeških? Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. In kako je Mojses povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Amen. Današnji dan je praznik Svete Trojice, nekakšna dopolnitev cerkvenega leta, polnost tega, kar smo spremljali v prejšnjih časih, v velikonočnem času in zbinkošti. In dejansko se v tem odlomku, še če bi prebrali še eno vrstico naprej, ki pravi, takoj za tem, ko smo prebrali namreč prav besedilo: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Iz tega besedila dejansko vidimo razodetje Svete Trojice, treh božjih oseb, in to vsake osebe v svojem delu odrešenja. Sveto Trojico dejansko vidimo v tem, kako se Bog odpira in se sklanja k nam, navadnim, grešnim ljudem, in nas dviga k sebi in nas preraja. Vidimo Oče, da Oče pošle Sina. Sin sam se žrtvuje in je prbit na križ, kot ta kača, o kateri smo brali. In Sveti Duh pa je tisti, ki nam to odrešenje prinese dejansko iz nebes v naša srca, v naša umrljiva telesa, s tem, da nas prerodi na novo. No, ampak poglejmo si današnji evangelij. Kaj imamo tukaj pred sabo? Jezus se pogovarja z Nikodemom, ki je judovski voditelj, ki je se prav nekdo, ki dobro pozna Božje, ki ne bi dobro poznal Božje poti, Božjo besedo. In seveda, ko danes to beremo, moramo slišati ta evangelij tako, da ta Nikodem predstavlja nas. Mi smo ta Nikodem, ki se srečuje z Jezusom in ki ga sprašuje. In zdaj videti moramo, da ta Nikodem, to je bil spodoben človek, to ni bil človek, ki bi bil kakšen velik grešnik, sploh ne. Če bi on danes živel, on bi hodil v cerkev, molil, bral bi svetopismo, pomagal bi revnim. In seveda tudi Nikodem je vedel, da te dobre stvari, ki jih delamo, ki jih moramo delati, da Bogu ugajajo. Seveda je imel pa on ta problem, ker ga imamo vsi ljudje, da te dobre stvari je razumel, kot da ga to že nekako postavi na prav z Bogom, če bi rekel. Tako, kot da je potem njegov odnos z Bogom v redu, kot da on dejansko lahko stoji z Bogom. Zato Jezus pride njemu naproti s tole besedo, ki je, kaj bomo rekli, ki je ostra, ki je trda prav, ne,
Nihče, v 4. vrstici beremo, ne? Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva. Se pravi, vse to, dragi Nikodem, kar delaš, je sicer fajn, ampak ne moreš videti Božjega kraljestva na ta način. V Božje kraljestvo se pride na en popolnoma drug način, popolnoma nov način, seveda, o katerem govori Jezus naprej. In no, tudi seveda je zanimivo, ne, Nikodem Jezusa spoštuje. On je sicer judovski voditelj, ampak za razliko od drugih, in to vidimo na drugih mestih, potem v evangeliju, on je Jezusa iskreno spoštoval. Se pravi, to vprašanje, ki ga je Nikodem, oziroma ta pogovor, je bil iskren pogovor. Ne, tukaj Nikodem mu ni probil nastaviti pastiti, kot drugi. In s tomu Jezus iskreno odgovoril. Ampak iskreno mu odgovoril na način, ki je saj na prvo žogo, če tako rečemo, je trd in je oster. V bistvu mu pove, s tem, ker imaš, s tem, ki si, ne prideš v nebesa, ne prideš k Bogu, ne prideš v Božje kraljestvo, ne prideš v pravo življenje. No in seveda Nikodem tega ne more razumeti. Kaj je zdaj to? Vse je vendar, on je poznal, Nikodem je poznal Božjo besedo, ker je bila razodeta od takrat Mojzesa, preroke, poznal je postavo, poznal je zapovede, on je imel neko spoznanje Boga, ne? In je bil v tem smislu, kot smo rekli, bil je spodoben človek, nekdo, ki se je trudil res živeti, kot je Bogu všeč. In tukaj zdaj pride ta učitelj iz Galileje in prav, ne, to v bistvu je vse, to sploh nima veze s tem. Ne? No in seveda potem gre Jezus še korak naprej in pove, treba se roditi iz vode in duha. In dejansko, kdor ni rojen iz duha, prav ne more, nima nič z Bogom. Ne? Tukaj imamo Jezus dejansko prinese temu človeku in seveda nam vsem, prinese evangelij v svoji, bomo rekli, dvorezni moči. Ne? In prva moč evangelija je zmeri strašna, je zmeri obsodba, ker razkriva naš greh, razkrinkava našo samozadostnost, našo samopravičnost, zanašanje na to, da smo sami od sebe dovolj dobri, da smo dovolj v redu, da dovolj moramo, da dosti dobrega naredimo. Evangelij najprej pospravi s tem, tukaj ni prostora za to. Pri Kristusu tega ni. Potem seveda pa pride tudi druga ostrina evangelija, ta pa tolažilna. Ta pa nas dviga in prav, seveda obstaja pa pot za pravo življenje, za pravičnost, ki je pri Bogu, in ta pa je skozi Jezusa, skozi vero v Jezusa in tudi skozi to prerojenje, skozi novo rojstvo, ki ga daje Sveti Duh, ki ga Sveti Duh ustvarja v nas. Se pravi, to je zelo pomembno sporočilo in to moramo vedno imeti pred očmi, da evangelij vedno prihaja k nam, z obema sporočiloma, s prvim, ki je strašno, in s drugim, ki je odrešilno. Nikoli ne smemo evangelija zvesti na eno ali na drugo. Ni evangelij seveda samo sodba. Gotovo ne, ampak tudi ni evangelij samo neko razvodenelo ponujeni milosti, ki ne bi zares upravilo z našim resnim problemom, ki je greh, ki je ta, bomo rekli, temeljni, izvirni greh, v katerem bivamo kot telesna bitja sredi tega sveta. Zato je treba evangelij vedno znova slišati na ta način. Se pravi, edini, ne, ki lahko pomaga, je tisti, ki je prišel iz nebes. Meso, se pravi, tisto, ki je rojeno iz mesa, je meso. In to je strašna beseda tukaj, ki Jezus reče. Se pravi, sami po sebi ljudje smo ujeti v svojo smrtnost, smo ujeti v svojo grešnost, smo ujeti v zlo. In kakorkoli se trudimo, kakorkoli dobro delamo, smo tam. Ampak odpira se pa nova pot in odprta je seveda v Jezusu za vse, ki verujejo. Je pa odprta pot novega rojstva, dejansko nove narave. Jezus tukaj pravi, to, kar ti potrebuješ in seveda to, kar mi vsi potrebujemo, nič manj kot kompletna prenovitev celotne narave. Novo rojstvo, ki pa seveda prihaja iz duha po evangeliju. Se pravi, rabimo to novo naravo in seveda, in tukaj se pa moramo pravzaprav uzreti na veličino Božje ljubezni, Božje milosti. Ker ravno v tem je pravzaprav razodetje Svete Trojice najbolj bogato, kar jo lahko vidimo. Tukaj smemo zreti čudež Svete Trojice. Bog
dejansko s tem, ko Jezus pravi, da tukaj zdaj obstaja to rojevanje iz Boga. Kaj to pomeni pravzaprav? To pomeni, da se je Bog sam razprl, kot da bi se Bog odprl od znotri in rekel, jaz bom rodil dejansko svoje sinove in hčere ven iz sebe, iz tega, kar jaz sem, ker samo on je jaz sem v resnici. Ampak on se tako odpira k nam in nas hoče roditi sebe. Ne? In dejansko tukaj vidimo, prav tudi v tem evangeliju, vidimo, da nas Bog objame z obema rokama. Ena roka je njegova beseda, Božji sin, druga roka je Sveti Duh in on nas zajame iz ene in iz druge strani in seveda nas očist tega prvega, padlega, starega, grešnega rojstva in nas prerodi. Dejansko iz samega sebe nas rodi. Ta narava, ki se rojeva, je narava Božjih otrok. Zato se smemo sploh imenovati Božji otroci in to dejansko tudi resno mislim. Prav samo zaradi tega daru neizrekljivega, neopisljivega, zaradi tega prekipevanja Božje ljubezni, Božje dobrote, svobodnega prekipevanja, ki se izliva k nam v Jezusu in po Svetem Duhu. Se pravi, s tem darom, s tem rojstvom, mi, če smemo tako reči, v narekovajih, postajamo del Boga. Bog nas sam gnezdi v ta, bomo rekli, ples ali pa v to gibanje ljubezni, ki obstaja med Očetom, Sinom in Svetim Duhom. To je Sveta Trojica sama v sebi, ampak Bog želi nas vključiti v to najbolj čudežno, najlepše, največje dogajanje ljubezni, ki se dogaja med tremi osebami. Mi sami smo vključeni v to, se pravi, in vemo, kakšna je ta ljubezen. Ta ljubezen ima vedno naravo podaritve, darovanja sebe drugmu. Oče vsega sinu, sin se sam razda do konca za nas, do zadnje kaplje krvi. Sveti Duh pa to polnost prenaša na nas, ki ga sprejemamo po veri. Se pravi, razodetje Svete Trojice je vedno razodetje Božjega preobilja. Tistega preobilja, ki ni logično, ki ni smiselno, ampak je dejansko veselje samega živega Boga, ki prihaja do ljudi. To je razdajanje, ki kliče in ki seveda tudi nas kliče, da tudi mi dejansko prodamo vse in gremo za njim, za tem enim učiteljem, ki je to prinesel iz nebes. No, ampak ta odlomek pa pri rojstvu iz duha omenja tudi vodo. In to so pa kristjani že od prvih stoletij jasno razumeli kot krst. No in tudi Martin Luther tukaj lepo pojasni, tale voda tukaj, to ni navadna voda. Ampak to je taka voda, ki je zmešana z Božjo besedo, prav ne tiči Božjo besedo, ni tiči Božja zapoved, Božja obljuba. In ta beseda je nerazdružljivo povezana s to vodo in seveda zaradi tega ima ta voda moč in je na to vodo, bomo rekli, veje Sveti Duh, ki oživlja. Zato ima ta voda moč prerojenja. Ta voda je in obenem, to je spet Lutherov izraz, ta voda je pa hkrati šumenje Svetega Duha. Tam smo brali, da slišimo, ko veter piha, slišimo njegovo šumenje, njegov glas, ampak vidimo ga pa ne. Se pravi, to, kar mi dejansko lahko vidimo oziroma slišimo, je Božja beseda, ki se nam prinaša ravno v tem krstem. To je ta beseda Evangelija, ki smo jo slišali, ki na eni strani postal jasen, postal jasno ročnico našemu načinu bivanja zgolj človeškemu in obenem prinaša, razglaša nastop rojstva iz Boga. To je ta beseda, to je to šumenje duha, katerega se moramo z vero okleniti. No in seveda zaradi tega, zaradi te besede, lahko Sveti Duh ustvarja novo stvarstvo. Zaradi tega tukaj dejansko čist resno upravičeno govorimo, da se tukaj že začenja novo stvarjenje. In krst je v bistvu najboljša uprizoritev tega. Boljše konkretna, otipljiva. Zato pravijo Trubar in reformatorji, ker zakramenti so vidna Božja beseda. Tam se Božja beseda vidno pokaže. In je vidna podoba te besede Evangelija. Se vemo, da smo s Kristusom križani in pokopani v krstu in z njim smo tudi obojeni od mrtvih. Se pravi, ko gremo v krstu pod vodo, to pomeni simbolično zraščenje s Kristusom, z njegovo smrtjo. In ko ustanemo iz krsta,
postanemo prenovljeni, novi. In tukaj gre za točko, kako ta Jezusov dogodek, ki se je zgodil tam pred 2000 leti, postane naš dogodek tukaj danes v današnjem svetu, v našem kraju, v našem času. Bog nam je zato dal ta vidna znamenja ali pa sredstva milosti, da se lahko oklenemo Božje milosti na tak konkreten način. No in tudi, ne nazadnje, ravno zato je pri krstu priklicano na nas to edino ime. Krščeni smo v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Ravno tukaj, to je edino mesto v Novi zavezi, ki dobimo vsa 3 imena skupaj, pri krstu. No, ampak zdaj pa seveda me lahko vprašate, kaj pa to za nas pomeni, ker smo že krščeni. In če še kdo ni krščen tukaj, potem ta seveda ve, kaj mu je narediti, mora se krstiti. Ampak, kaj pa to pomeni za nas, ker smo že krščeni? Mislim, da je treba krst videti mogoče malo drugačne luči, kot ga ponavad razumemo. Po Božjem načrtu je krst nekaj, kar štrli naprej, kar gleda naprej, ker nam je dano nam danes. Mi smo krščeni nekoč v preteklosti, ampak krst ima moč za nas danes, če se seveda ga znamo prav okleniti, če se znamo prav vračati k njemu. V tem zakramentu nam je Bog dejansko dal močno in trdno, konkretno oporo, na katero se vedno smemo in se moramo postaviti in se vrniti k njej. Ker zaradi tega dogodka smemo reči in moramo reči, na tem stojim, na tem dogodku stojim. Tam sem bil pokopan s Kristusom, tam sem bil obujen v večno življenje, rojen iz duha. Tako hočem živeti, tako hočem umreti. In to je dejansko dejanje vere. To je dejansko krščanska duhovna rast je hecna stvar. Ker ponavadi si duhovno rast predstavljamo kot pač napredovanje v tej smeri, tako gor. Ampak v resnici nam je pa s krstom dano vse. S krstom se dejansko uresniči popolnost tega, kar je Božji načrt. Mi smo odložili staro, oblekali smo novo, Sveti Duh se je spustil na nas in to je točno realnost, v kateri smo pa zdaj pozvani, da hodimo v njej. In zato je moč krsta ravno v tem, da ga, kako da rečem, vsak dan oblečemo na novo. In ne nazadnje, vsak dan, ko kličemo trojedino Božje ime, obnavljamo točno to isto realnost. Stojimo v tej realnosti krsta, ki nam je dana že vnaprej. Zato pa nam krst štrli naprej v naše krščansko življenje. Na nas je, a bomo to močno orodje in orožje, ki nam je Bog dal, a ga bomo uporabili danes, jutri, vsak dan, a bomo stali v tem, kar nam je Bog pripravil, v tem novem, ker dejansko je zdaj to novo, kar nam je dano. Je izziv, da mi to vedno, tako kot Pavel pravi, oblecite Kristusa in ne skrbite za meso. To je izziv, seveda, ta nova realnost, ki nam je podarjena kot čisti dar, je nekaj, kar moramo vedno znova oblačiti, vedno znova si sprejeti od Boga s hvaležnostjo in z veseljem. In na ta način se bo potem tudi v nas seveda pokazal ta pravi sad duha, ki bo na slavo Očeta in ki bo mnoge ljudi pritegnil k evangeliju. Pri tem naj nam Bog pomaga. Amen. Molimo. Vsemogočni večni Bog, ki si nas v pravi veri naučil vedenjem spoznanja, da si v 3 osebah in imenih ene slave, moči in oblasti, en sam večni Bog, ter želiš, da bi te za takega imeli in tako molili. Ponižno in iz srca te torej prosimo, da nas vselej obdržiš stanovitne v tej veri in nas usmerjene obvaruješ pred najrazličnejšimi hudičevimi skušnjavami, ki živiš in kraljuješ selej in vekomaj.